Pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Leto 2022 je bilo leto volitev in referendumov. V Sloveniji smo dobili prvo predsednico, v mestni hiši v Idriji pa bo funkcijo župana v drugem mandatu prihodnja 4 leta opravljal Tomaž Vencelj, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Kako ste zadovoljni z volilnim izidom? Mislim, da 62% podpora, to ni tako slabo. Ne, sploh ni slabo. Ni pa to podpora kot pred 4 leti, ko sem videl skoraj da 75%. Pač bili smo 3 kandidati, od 3 sem zmagal v prvem krogu, tako da tako visoke podpore niti nisem smel pričakovati. Sem pa z rezultatom zadovoljen, vsekakor pa rezultat in ponovno izvolitev zahteva maksimalno resen in zavzet pristop pri vodenju občine v naslednjih 4 letih. Volilna kampanja ni bila posebej razburljiva, to se lahko strinjamo, pa vendarle je navrgla nekaj zanimivih tem. Katere od teh si boste posebej zapomnili? Ja, kar se tiče volilne kampanje, moram reči, da je prinesla kar nekaj novega vedenja, bom rekel, predvsem o tem, kaj ljudi moti v naši občini, kaj si želijo. Kljub temu, da redno hodim po občini in spoznavam probleme in želje, je pač skozi ta proces obiskovanja krajevnih skupnosti pred volitvami se pokaže toliko in toliko novih stvari. Marsikaj pa, bom rekel, sem izvedel tudi, oziroma smo vsi skupaj izvedeli tudi s pomočjo izredno velike zavzetosti liste odgovorni za občino Idrija, ki je v bistvu res podrobno prečesala nekatere dele občine in ugotovila, kakšni so tam problemi. V prvem mandatu niste redno hodili vsak mesec, vsake 2 meseca po krajevnih skupnostih kot vaš predhodnik, to je opravljal podžupan. Mogoče vam je ta stik nekoliko manjkal? Ja, predvsem nam je ta stik manjkal zaradi covida v preteklih 4 letih, ki je pač preprečil te osebne stike. Sicer smo se pogovarjali bolj v ožjih sestavah, ampak ja, ta način dela, ko se hodi redno po krajevnih skupnostih, je malo manjkal in bo v tem mandatu, upam, da ne spet s kakšno stvarjo podobno covidu, nadoknaden oziroma bomo stvar zapeljali tako, kot je treba. Z novim mandatom prihajajo tudi novi podžupani, najbrž. Dosedanja 2 podžupana sta izgubila sedeže v občinskem svetu, torej imena bodo druga. Ko bodo imena druga. Zaenkrat ne mislim imenovati nobenega podžupana, vsaj do konca začasnega financiranja občine, prav gotovo ne, to je do konca prvega kvartala leta 2024, potem pa bomo videli, kako in kaj. Si pa osebno mislim, da bom za ta stik s krajevnimi skupnostmi skrbel kar sam. Je bila ta izkušnja s podžupani slaba? Ne, izkušnja s podžupani sploh ni bila slaba. Je pa treba glede na malenkostno spremenjeno oziroma tretjinsko spremenjeno sestavo občinskega sveta ugotoviti, kako in kaj in za kakšna področja bi bili župani odgovorni, ker v končni fazi pa verjetno nekoga bom moral pač imenovati, da v primeru moje bolezni ali moje odsotnosti ima pooblastila za podpisovanje dokumentov. Skupina, ki ima podžupana, načeloma sodi v županovo koalicijo. To ni zanemarljivo pri odločanju, pri glasovanju. Kakor veste, tudi v prejšnjem mandatu nisem imel koalicije in tudi tokrat formalno koalicije ne mislim sestavljati. Moram pa reči, da v Idriji že tradicionalno dobri predlogi, dogovorjeni vnaprej na občinskem svetu, dobijo zelo veliko podporo svetnikov in na ta način mislimo delovati tudi naprej. Bi lahko rekli, da imate kar večinsko koalicijo pri dobrih predlogih? Sploh ne bi govoril o koaliciji. Govoril bi o tem, da svetniki podprejo pametne predloge in neumnih predlogov, bom po pravici povedal, ne mislim dajati na glasovanje. Svetniška skupina, odgovorni za občino Idrija, je izdala tiskovno sporočilo, kjer so zapisali, da so opozicija.
Poznate ta dokument? Poznam, kaj so napisali, lahko so opozicija, mislim pa, da pri pametnih stvareh bodo to ravno tako podprli kot vsi ostali. Bomo pa, kakorkoli sem že rekel, vemo želje, vemo potrebe, cela stvar se bo pa odrazila skozi proračun, ki ga bo pa za leto 2024, ne da ga bo težko sestavili ga bomo, bo pa tak, da nam ne bo ravno povšeči. Nikomur, tudi meni ne. Delujete tudi preko organa županovega kolegija, v katerem so predstavniki vseh političnih skupin, list v občinskem svetu. Tam bo mesto, kjer bodo prvič videli predlog proračuna. To ni županov kolegij, to je kolegij občinskega sveta, se reče temu. Ustanovljen po novem poslovniku, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu. Tam bomo najprej pregledali zadeve, kmalu po novem letu in potem šli pač naprej v celoten proces sprejemanja proračuna. Sam da malo nobelno optimistično stran obrnem tisto, kar sem rekel, da ne bo nikomur povšeči proračun. Kljub temu, da bo občina Idrija dobila glavarine približno 800.000 več kot v prejšnjem letu, oziroma kot v tem letu 2022, bodo stroški delovanja vsega skupaj sistema, od vrtcev, šol in vsega, tako večji, oziroma toliko večji, da s temi 800.000 evri ne bomo naredili prav nič drugega, kot samo pokrili te razlike v cenah, oziroma nam bo še kaj zmanjkalo. Čeprav vlada sedaj napoveduje, da bo zadrževala dvigovanje cen za občine in javne zavode. Naj povem, da trenutno občina Idrija plačuje po pogodbi, ki se izteče s koncem meseca marca, megavat električne energije približno 65 evrov. Po novi uredbi oziroma po zakonu, ki so ga sprejeli, pa bo 207 evrov, se pravi, da lahko zračunamo, za kolikokrat se nam bo dvignila samo cena električne energije, več kot za 3-krat, s tem, da v tej subvencionirani ceni električne energije niso všteta javna podjetja, kar je pa naša komunala. Komunala pa trenutno išče skupaj z ostalimi slovenskimi komunalami pot do najugodnejše cene, ki pa ne bo samo 3-krat višja, bo pa kar nekajkrat še višja, se pravi približno 7-kratnik trenutne cene, ki je enako 65 evrov na megavat. Tako da samo bomo rekli, predvsem čiščenje odpadnih voda, ki porabi največ energije električne, se pravi čistilne naprave, se bojim, da se bo precej podražalo. V kriznih časih običajno iščemo tudi inovativne rešitve. Poznate primer možnosti izgradnje toplotne črpalke. Mesto Idrija sedi na izjemni toplotni črpalki. Ja, poznamo to, ampak vedeti moramo nekaj, da toplotne črpalke delujejo na elektriko. Tako da v tem primeru ta trenutek, toplotne črpalke so recimo že vgrajene v kurilnici v športnem centru, vendar niso priključene zaradi tega, ker je cena električne energije previsoka. Težave. Država noče priznati stroškov za pluženje, poenostavljeno. Kaj boste storili? Potem, da smo probali že v preteklem mandatu na več načinov, skozi skupnost občin Slovenije, skozi združenje občin Slovenije, vladi dopovedati, da je stvar nevzdržna, sem se odločil, da bom v bistvu v začetku prihodnjega leta bom kot župan naredil en tak mal užaloščen dopis prav predsedniku vlade, v okviru katerega bi rad predstavil več stvari. Problem ni samo pluženje, o katerem govorimo vse skozi. Problem občin, kot smo mi, je večplasten in zelo pereč. Recimo, naša občina je 7. največja v Sloveniji. Na podlagi tega rabimo, oziroma imamo veliko cest. Te ceste je treba prvič vzdrževati, drugič jih je treba plužiti, tretjič je zaradi velikosti veliko otrok in prebivalcev, ki živijo izven centra in ki jim je treba zagotavljati recimo prevoze v šolo, ki jih
država tudi ne plačuje, pa stanejo kar približno 600 000 evrov na leto. Poleg tega pa država pri tem, ko je z denacionalizacijo vrnila, kar je sicer prav, bomo rekli, nepremičnine oziroma parcele prebivalcem, pozabila na to, da čez te parcele vodijo ceste, občinske, javne, lokalne in tako naprej, in vse te ceste skozi leta občina odkupuje, za kar pa zopet ne dobi denarja, ne. Po neki projekciji, ki smo naredili v zadnjih letih, smo ugotovili, da samo za odkup cest in za vpis tega rabimo več kot 8 milijonov, to je pa toliko, kolikor občina dobi za delovanje od države za eno leto. In skozi vse te stroške, ki nastajajo in ki jih je potrebno plačati, si občina lahko nekako privošči med 200 in 350 tisoč evri na leto za odkupe teh parcel, kar je pa odločno premalo. To je samo nekaj stvari, ki sem jih zdaj navrgel, so pa še prav na temo velikosti in števila prebivalcev, kar pa naša država ne razume. Že 20 let najmanj trajajo. 30 let, Ja. pa nihče ne sliši v Ljubljani. Ja, formula za primerno porabo, po kateri dobimo denar, je bila sprejeta leta 1991 in recimo ravno skozi te obiske po krajevnih skupnostih, smo ugotovili, recimo, da za isti izračun stroškov občina, se je recimo leta 1991 po krajevnih skupnostih plužilo manj kot polovica ceste. Takrat smo bili še navajeni, da je kdo še sam, kakšen sneg, bi rekel, prpahal do te glavne ceste. Zdaj je pa stvar taka, kakor je. Govorimo o kakovosti življenja na podeželju. Točno tako, kakovost mi bi jo radi zagotavljali in jo poskušamo, ampak skozi vsa sredstva, ki jih dobimo in ki jih je premalo, vsega ne moremo narediti. Problem je res hud in bo treba javno in glasno o tej stvari govoriti in pač vztrajati pri tem. Torej se napovedujejo slabi časi, tako za asfalte, za betone, za škarpe, za kanalizacije. Ne, kar se tiče cest, bomo sledili trendu zadnjih let, se pravi, da vsaj 3 ceste na leto oziroma 2 do 3 ceste na leto v neki daljši dolžini poskušamo popraviti, preplastiti, urediti tako, kot je treba. To bo tudi v prihodnjih 2 proračunih, ki bi jih pač radi trenutno sprejeli, se pravi, 2-letni proračun za leto 23 in 24. V enem od seznamov vaših napovedi, obljub, sem prebral tudi napoved, da boste krajevnim skupnostim namenili po 2000 evrov več za prireditve. Vam to veliko pomeni, da se ljudje družijo? Ja, točno tako. V trenutnem predlogu, ki ga imamo na mizi in ki ga obravnava občinska uprava, smo sredstvo za, bomo rekli, dogodke, veselice, kakorkoli, povišali 4000 na 6000. Krajevne skupnosti so bile s temi sredstvi zelo zadovoljne. In cilj vsega je pri teh sredstvih ne, da jih potem krajevna skupnost uporabi za nekaj drugega, ampak prav za to, za druženje, prireditve, za to, da so ljudje na kupu in da ta, bomo rekli, duh nekega tovarištva, druženja, prijateljstva se razvija, kakorkoli. V tem letu ste krajevnim skupnostim namenili, mislim, da po 5000 evrov vsaki. So ta sredstva poleg ali gre za isto zadevo? Ne, 4000 je bilo do sedaj. Letos je pa pač 4 plus 2. Mislim, predlog je 4 plus 2000 zraven, tako da dobijo 6000 za prireditve. Kako boste obravnavali te večje dogodke, kot so traili pa dirkaški dogodki? Za vse večje prireditve, ki so, naj bi sredstva bila na postavkah Zavoda za turizem. Sicer do sedaj sredstev konkretno za trail in za reli ni bilo, smo pa predvideli v prihodnjem letu, da bi za eno in za drugo prireditev nekako občina prišla zraven s približno 5000 evrov. Je pa to še vedno stvar sprejetja proračuna oziroma dokončne priprave proračuna, tako da bomo videli, kako in kaj. Je pa želja, da se res te, bomo rekli, da so 4 največje prireditve, ki so v občini,
festival idrijske čipke, praznik idrijskih žlikrofov, HG Trail in Reli, ki načeloma privabi največ ljudi ob progo v občini, da so nekako tudi malo pod okriljem občine. Govorimo o teh mehkih vsebinah. Za te bi se dalo dobiti tudi evropski denar, drži? Za take prireditve ne. Težko. Ja, tudi če pogledamo, ravno je prišel ven recimo Interregov razpis, so mehke vsebine, ja, ampak so zelo bolj specifične. No. Predvsem na temo, bomo rekli, skupnostnih zadev in tako naprej in tako nazaj. Kako se bo financiral proračun oziroma proračunski porabniki v prvih mesecih prihodnjega leta, ko novega proračuna še ne bo? Ja, pač sprejeli smo začasno financiranje. Začasno financiranje pomeni, da za prvo 3 mesece lahko porabimo toliko sredstev na posameznih postavkah, kolikor se jih je v prvem 3 mesečju leta 2022, in pa ne smemo odpirati novih proračunskih postavk, tako da bomo z delno zvezanimi rokami. To bo vse do marca, aprila? Ja, želja in plan je, da približno na sredini marca oziroma v prvi polovici marca pridemo do novega proračuna, ki bo potem po objavi v uradnem listu naslednji dan prišel v veljavo. Kako pa sodelujete z velikimi podjetji, kar nekaj korporacij, holdingov ima sedeže v naših krajih? Pri teh javnih dogodkih so kaj aktivni? Ja, rekel bom tako. Obe velike korporacije, niti ne korporacije, firme, sta dokaj aktivni pri sponzoriranju nekaterih društev, drugače pa ne morem reči, da bi vlagali prav veliko sredstev v lokalno skupnost, ker moje osebno mnenje je tako. Delavec je zadovoljen bolj zadovoljen tudi s tem, da ima popoldne kaj početi. Občina pa glede na to, da bomo rekli, pelje oziroma proba financirati vse tiste osnovne stvari, ki so, pa nekih velikih dodanih programov ne more peljati, zato upam, da velike firme v prihodnjih letih spoznajo, da je potrebno več vlagati tudi v, bomo rekli, infrastrukturo in dogodke izven njihovih meja. Občina skrbi tudi za zdravstveni dom, ko delavec zboli, da ima primerno in hitro oskrbo. Kar nekaj novosti bo v zdravstvenem domu Idrija v prihodnjem letu. Ja, sem nekaj bi še za nazaj vseeno povedal. Recimo, zelo moram pohvaliti v Hidrijo, ki nam daje avto za program sopotnikov. Podoben predlog bom dal tudi Kolektorju, tako da vidimo kako in kaj. Kar se tiče pa zdravstvenega doma, ja, v zdravstvenem domu je en kup problemov, bomo rekli kadrovskih, predvsem kar se tiče zdravnikov. Sicer vidimo luč na koncu tunela, ker določene zdravnice se bodo vračale z porodniškega dopusta, pa tudi kar nekaj študentov iz idrijskega konca, ki bodo v prihodnjih letih zaključevali svoj študij, je zagotovilo, da se vrnejo v Idrijo kot družinski zdravniki. Delo glavno občine je, kar se tiče zdravstvenega doma, zagotavljanje sredstev za te rošade, ki se predvsem fizično, bomo rekli, premiki v samih stavbah. V letu 2024 bomo dokončali sanacijo avstrijskega dela zdravstvenega doma, v katerem bo svoje prostore dobila medicina dela in center za mentalno zdravje otrok in mladostnikov. Na ta način se bo v zdravstvenem domu sprostil določen prostor, kamor se bo preselilo ambulante družinske medicine, spodaj pa, kjer se bo sprostil prostor, bo na enem delu pač čez celo pediatrija, na drugem delu pa prostor, v katerem naj bi se
v prihodnjih letih opremil in udejanil, bomo rekli, oziroma organiziral satelitski urgentni center, ki je pač po tem novem sistemu urgentnih centrov namenjen Idriji. Satelitski to nima povezave z vesoljem. Ne, nima pač satelitski, zaradi tega gre izven velikih bolnišnic. Občina mora poskrbeti za stanovanja, kadrovska, za zdravnike, to imate. Ja, 2 imamo rezervirane trenutno. Štipendije. Štipendije smo se tudi dogovorili, da bi dali nekaj v prihodnje, ker štipendija v končni fazi ni tako velik strošek, je pa pomembno to, da se štipendiste zaveže k temu, da bodo prišli nazaj v Idrijo, ker štipendije v zdravstvenem domu Idrija pred leti so že bile, vendar so bile take, da so študenti potem odšli drugam. Brez tega, da bi vrnili štipendijo. Bilo, da so jo tudi, tega ne vem, ker je bilo to daleč pred mojim, bomo rekli, pred mojim županovanjem, ampak ja. Ja, pred leti ste obljubljali tudi participativni proračun. To je neka oblika demokratičnega odločanja državljanov o samih vsebinah. Še kaj razmišljate o tem? Vsekakor. V predlogu za leto 2024 proračuna bodo določena sredstva, bomo pa začeli s participativnim proračunom za mlade, kjer naj bi mladi predvsem določili neke projekte po krajevnih skupnostih, ki si jih želijo. V letu 2024 pa moramo dokončno sprejeti oziroma dokončno izdelati, čeprav je že narejen, pa moramo še stvar do konca izpiliti, pravilnik o samem participativnem proračunu. Pred vami so kar napeta obdobja. Kako je vaša ekipa, v redu? Ekipa je v redu, sicer kje nam kdo manjka, drugače napovedujem po novem letu oziroma v prvem trimesečju, bom rekel, malce presedanja po občinski stavbi, ker se bomo malo bolj po službah posedli. Ne bomo več imeli enotne uprave, kot je bila pred časom, tu smo tudi z novo sistematizacijo. Bomo pač naredili to, se pravi, vodja oddelkov, ki bodo za oddelke odgovorne, zaradi tega pa lahko, bomo rekli, ožji sestanki na večjo frekvenco in s tem boljše prehajanje informacij med službami v občinski upravi. V bistvu postaje isto, skrb za občane. Definitivno je to naša, bomo rekli, prva, sicer ne edina, ampak prva skrb. Gospod župan, Tomaž Mencel, hvala lepa za obisk v tem studiu. Hvala za sodelovanje in vse dobro vam želim v letu, ki prihaja. Ja, hvala tudi vam, pa kaj ne rečem. Tudi jaz bi rad voščil občanom občine Idrija in vsem ostalim pač ene lepe božične praznike. V letu 2024 pa obilo uspehov, zdravja in vsega tistega, kar si želijo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa seveda hvala za pozornost in seveda rudarski idrijski srečno. Srečno!